الها کریما یکتا خداوندا، جودت وجود را هستی بخشید و موجود نمود. از دریای رحمتت محرومش منما. این مظلومان را در ظل سدره عدلت معباده و فقیران را به بحر غنایت راه نما. توی مالک جود و سلطان عطا. Biti bahaj preprosto pomeni, da ima človek rad ves svet, da ima rad človeštvo in se mu trudi služiti, da dela za mir in bratstvo, saj je globoka želja vseh živeti in delovati tako, da bogatimo in razsvetljujemo svet. Tako razmišljajo o skupnosti bahaj, zato tako tudi molijo. Molitve so pomemben del vere Bahaj. Molitve sta razodevala Babin Bahá'u'lláh, ki sta utemeljitelja vere Bahaj, in pa Bahá'u'lláhov najstarejši sin Abdul Baha. Molitve so pogovor z Bogom, v molitvi se zahvalimo, lahko prosimo za odpuščanje, prosimo za pomoč, molimo za enotnost človeštva, enotnost ljudi v družini. V najvišji molitvi molimo pa iz ljubezni do Boga. To je nek ljubeč pogovor z Bogom. Če je Bog nekdo, ki je ustvaril človeka iz ljubezni do človeka, potem tudi človek pokaže svojo ljubezen nazaj s tem, da moli prav iz ljubezni do Boga. Je še kdo razen Boga, ki lahko odstrani težave? Reci, hvaljen bodi Gospod, on je Bog. Vsi so njegovi služabniki in vsi so podložni njegovim ukazom. Verjamemo, da molitev ustvarja duhovnost, prikliče pozornost višjega duha, nebeška občutja, rodi novo privlačnost kraljestva in vzbuja višji um. Ko je Bahá'u'lláh razvijal ta molitve, ki je dal, to so za vse, ne samo za Bahaj. Zaradi tega Bahaj ponujemo molitvene srečanje za vsem. Ne pravim, da kdo si ti ali kakšno vero imaš ali nimaš. In mislim, da vsi lahko gremo bliže Boga in čutimo njegov ljubezen. Bahá'u'lláh je rekel, da lahko molimo kjerkoli, ker svojo molitvijo kraj, kjer molimo, posvetimo. Zaradi tega Bahá'í tudi nimamo cerkva ali posebnih koncev za molitev. Zato tudi, tako kot nas vidite danes, lahko molimo zunaj, lahko molimo doma, lahko molimo kjerkoli. Bahá'u'lláh je celo razodel molitev, ki o tem govori, ki pravi: blažena so tla in hiša in kraj in srce in mesto in gora, zatočišče in votlina in dolina in kopno in morje in otok in livada, kjer je bil omenjen Bog in njegova slava hvaljena. To pomeni, da lahko molimo kjerkoli in tja prinesemo svoj blagoslov. Lahko molimo vse del leže, v stoje, spet ni nobenega posebnega položaja za molitev in ni nikogar, ki bi stal med nami, ki bi moral voditi molitev, ki bi lahko, ne vem, bil nek posrednik med nami in Bogom. Bahá'u'lláh pravi, da danes, ko ljudje znamo brati, znamo se izražati, ni več potrebe po nekih posrednikih, duhovnikih, če želite, muftih. Tega v Bahá'í veri ni. Vsak človek je odgovoren za svojo duhovno rast in pa za svoje molitve. Bahajci molijo vsak dan, sami ali v krogu družine, enkrat na teden pa pripravijo tudi molitvena srečanja. Ta so se v zadnjem času preselile na internetne povezave, a vendar niso zato nič manj iskrena. Pomembno je, da molitev nikoli ne postane zgolj rutina in prazno izgovarjanje besed. Zanimivo je, da Bahá'u'lláh govori o tem, da je pomembno molitve izgovarjati na glas. In tukaj imam citat, ki razlaga zakaj. Recitiraj Božje verze, ki si jih prejel, kot so jih recitirali tisti, ki so se mu približali, da bo sladkost melodije lahko ožarila tvojo dušo in privlačila srca vseh ljudi. Ko nekdo v zasebnosti svoje sobe recitira verze,
ki jih je razodel Bog, bodo premikajoči se angeli vsemogočnega vse povsod razpršili dišave besed, ki so jih izgovorila njegova usta, in povzročili, da zatrepeta srce vsakega pravega vernika. Pa čeprav se v začetku morda ne bo zavedal učinka, bo vrlina milosti, ki mu je bila blagovoljena, prej ali slej imela vpliv na njegovo dušo. As we need food for our body, also we need food for our soul. That is why we say pray. There are many prayers in the Baha'i faith. You can choose whichever they like. And so this is a richness. I pray every morning to develop my spirituality, and also because reading the words of Baha'u'llah or Baba, I understand more what God wants from me. I can communicate with God with prayer. And especially it is in early morning and at midnight that make me very relaxed and that make me very strong. It's very important for me to understand where I'm coming, what is the purpose of my life, why I'm living here. So this helps me to understand that better and be more helpful to my society, to my environment, to the people around me. Toda kaj narediti, če se nam zdi, da Bog vendarle ne sliši naših molitev? Bahá'u'lláh pravi, da Bog vedno posluša, da ve, kaj je v našem srcu, ampak da je prav, da molimo, da to tudi izrazimo, da prosimo za pomoč takrat, ko je treba, da pa moramo imeti potrpljenje. Včasih tudi prosimo za stvari, ki niso najboljše za nas. Mi kot omejena bitja človeška nimamo tiste popolne, široke slike, kot jo ima Bog. Včasih molimo za stvari, za katere se kasneje izkaže, da morda res niso bile najbolj primerne za nas v določenem času v življenju. Včasih pa stvari trajajo. To je razgovor z Bogom. In če je razgovor, potem moramo počakati, da slišimo odgovor. In bomo dobili neke ideje, bomo imeli neki občutek in tu moramo to slediti in narediti. In imati vero, da Bog je dal odgovor. In potem včasih moramo počakati za ta odgovor, da pride. Včasih, če pogledamo svet, se mogoče vprašamo, a nas Bog ne mara, da dopušča vse te grozne stvari, ki se dogajajo. Potem pa lahko obrnemo stvar naokrog in vprašamo vprašanje, zakaj mi dopuščamo vse slabo, kar se dogaja. Zakaj dopuščamo, da so ljudje lačni, da ne dobijo zdravil, da se določene države izkoriščajo, tako kot se. Mislim, da moramo ljudje sami vase pogledati in pogledati, kakšne instrumente imamo za to, da izboljšamo svet. Kako se jaz vedem do svojega soseda, do svojega brata, do svoje sestre, do svojih staršev. Že vsak okoli sebe lahko naredi veliko sprememb. Mislim, da vse več je ljudi, ki se prebujajo k ideji, da je treba biti dober, da je treba delati dobro za ljudi okoli sebe. Je pa velikrat tudi to, da so zelo preproste stvari. A se bom jaz obrnil stran od človeka, ki ga srečam na cesti, a se nasmehnem pa rečem dober dan. Že s tako preprostimi majhnimi koraki se začne graditi boljši svet. Ovo vodi me varime, naredi iz mene sivčo luč in bleščečo zvezdo, ti si mogoči in silni. Jaz mislim, da je bistvo to, da brez molitev bi bil svet slabši, da z molitvijo pomagamo tako sebi kot ljudem okoli sebe in da se spomnimo na to, da moramo delati dobro. Vsako malo dejanje, dobro dejanje sestavlja tisto sestavljanko boljšega sveta, lepšega sveta za vse. In tudi kot če mečemo kamenčke v vodo in se delajo tisti koncentrični krogi in potem se enkrat srečajo. Če vsak vrže en kamenček tukaj z dobrim dejanjem, pa tam enkrat se pa srečamo in pokrijemo lahko cel svet s temi dobrimi dejanji.